ni moškega v tej sobi in na svetu, ki ni imel tiče v rokah. ki me lahko pogleda v oči in reče, da ne uživa, ko šla ta tiča. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, pozdravljeni za najboljšem podcastu v Sloveniji. Člani like, comment, podcast. subscribe. Naše analitike, statistiko pravijo, da smo najboljši v Sloveniji. Dober dan, Jure, koga imamo danes z nami? Danes imamo z nami Tima, Mateja Dober dan. in seveda Juret. Jure, ko smo ga... Ko smo, friend? Evo, danes smo v obliki Fejmiči podcast. Kaj, ker smo slabi? Mi nismo nikoli slabi. Ne, Če nimaš ti kaj zapovedati, ne povej Tim kaj. Tim? ja. Nič sem bil. Dobra, Zunaj. dobra. Hec sem poba. Čakaj, zdaj se delamo, da jetle... Vsake toliko bo malo se pohecali. V glavnem Tim, Love and Prayers to Tim, Love and Prayers, ja, ljubezen in, ja, no, v glavnem pozdravčki Timu, malček je zbolel. Da... Tim je preveč delal in preveč žural. Mi smo mu rekli, ne toliko ne žura, samo veš, kako je to reči kaj Timu. Ja, veš zakaj, ne? Tip je proslavljal, ker na Movitu maraton 6x60, to pomeni ima 6 ur časa, da narediš filmček od 6 do 8 minut. Je bil v ekipi, ker so zmagali drugo mesto. Čakaj, zakaj pa ni 6 do 8 krat 60? A so rabljeno kečime. Ja, tudi jaz sem se to že vprašal. Teda, ja, Tim je malček požural. Zmagali so drugo mesto, člani Luka Rinčič iz Ankarana. Na tem istem festivalu je pa član Rimanič zmagal posebno membo žirije. To je basically 4. mesto. Ampak, s tebi sem že rekel, Jure, nam so rekli, da nismo prišli med top 3, zato ker naš film bil toliko drugačen, da si ni zaslužil biti med top 3, smo bili mi čisto zase kategorija in so mogli dati nam nekaj posebej. V bistvu long story short, zajebali so film in se spasli ven legendarno. Ja, tako posneli smo naš film, zadnji nas povili, da o moj bog, kaj smo mi naredili in potem sem rekel, ne, člani moji, to ni konec zgodbe, mi se bomo zdaj izvlekli ven in smo se zvlekli ko fucking legende ven. Kaj bi mogel biti ta film? Zdaj me ful zanima, kako je bil originalno zamišljen. Ja, une izseke, ki si videl, Ja. ono bi mogel biti pač film. Pa ko smo mi nadali skupaj, smo samo bili, In ne, kaj ni šlo skupaj, ali kaj? katastrofa je bila. Aha. Katastrofa je bila. Pač katastrofa, v glavnem so se zvlekli ven, naredili umetnost, naš filmček se kliče Katastrofa umetnosti, ga boste lahko pogledali na YouTubeu od kanala Movit, bo prišel ven. Kdaj pride ven to? Ne vem, kratko bo dali kvar. Mislim, kaj ne, spomnim dan je bilo tako par dni. No. Ja, zdaj par dni bi mogli to vse uploadati na YouTube. Tako da na Movitu, spletni strani lahko vsi pričekirate. Žiga, tudi tle Ja, naš to bi gost. mogel shoutnit out, ja, sem tako to Ja, reči. ne, se bom. Žiga, Kukovič, le je bil naš gost. Ne, oni so zmagali prvo mesto, Kladnik tudi igral notri v filmu, tako da čestitke tudi njim. V glavnem sami jaki in sami naši člani, tako da je bilo full nice. Smo se zmenili jaz in Luka, to sem Luka pokazal video. Bilo kdo zmaga, en drugemu tako odgrne rdečo preprogo, smo imeli sabo rdečo preprogo, tako da ko so razglasili mene za posebno membo, je Luka in Domen so leteli po stopnicah, razgrnili rdečo preprogo in moja ekipa in jaz po rdeči preprogi. Ko sem jaz šel dol, sem jo zavil in ko so njega razglasili, sem jaz pičil dol in jaz mu odprl rdečo preprogo. Kako so se ljudje odzvali na to? Smejali se in ploskali. Pač smo rekli, moram dati neki content, ki bo prišel ven after movie in pač moram imeti neki za pokazati. Smo rekli, bomo naredili show. Tako da smo se nahecali, bilo ful lepo, naporno. Spali smo tipo vse skupaj, ne vem, 5 ur. Meni so pustili malo več. Mislim, 5 ur, to so meni pustili, Čakaj, vsi so manj. v vsem času si spal 5 ur? Ja, v 60 urah sem spal 5 ur. Jesus, fuck. Nik je spal tipo 3. Nik ne rabi spati. Shoutout Nik, shoutout cela moja ekipca. Nik, Jure, Leja, Ni za kaj. Megan, Klemen in Lev in Chris. Shoutout, najjači. V glavnem, ustavili so me 2krat policaji, ko smo snemali. Prvič tako je bil križišče na T, jaz da zavijam desno, ki smo iskali eno ulico in zadnji moment sem videl Torej je bilo trižišče. Štekaš.
V glavnem zadnji moment sem se jaz odločil, ne bom zavil tam in sem neki smotano zavil in tako je bilo tako 4 zjutraj, nobenega nikjer. In policaj lik za mano, up, kaj tako neki čudno voziš, bomo pihali in se smejem. Sem pihal in sem rekel, ne snemam filmček, sem pihal 0,0,0,0 in je rekla, okej, nič. Nima toliko, niso samo nič lahko, ali še nič. Ne, pač nič, pika, nič. V glavnem same nule. Kot druge konkurence na Movitu. Ne, super, vsi so bili. Tako da smo napihali in to smo čez noč snemali in zjutraj, ko se že zdanilo 6-7 ura, smo mi se fjakali po eni ulici, gor in dol smo se vozili, ki smo snemali in eni so klicali policijo na nas, da tle oviramo kao promet in se zadržujejo neki sumljivi, ne vem, mladi. In prišla ista policajka in je rekla, wow, kaj tle dogaja? In jaz sem skočil iz avta. Ne, jaz sem bil unij odprej, ki snemo, ki sem pihal. Se smijala, rekla, dobro, dej, samo vi to na hitro, ker če nas enkrat pokličejo, bomo mogli vaš pač poditi stran. Jaz imam tudi eno smešno deli, ki si omenil policaje. Zadnjič grem iz fitnessa in tako pač malo sem pospešil, pač ono veš, ko spelješ, ne? Malo. Ne res, sem samo pač ono veš, pač ne, in tako grem mimo modre Škode RS. In tako samo pogledam in se pogledam s policajem, tako en drugega in je zapeljal za mano. In jaz sem vozil ko v avtošoli. Prisežem, jaz sem vozil ko da sem v avtošoli. Pač pravilno, veš ono, ko greš na zunanji pas iz krožišča pravočasno, ono veš, vse v nulo. In ono, veš, tako, ma ne. Še roke tukaj na volanu, lepo. Najbolj smešno bilo to, ker tako grem mimo in se pogledava, jaz in on zapelja za mano, jaz sem samo, ma ne! In pol je šel samo naprej, ampak jaz sem res vozil. Ma ne, veš ono, tako so bila. Ste se pogledali, ja. Vem, da sem naredil pizdarjo, vem, da si naredil pizdarjo. Nisem naredil nič narobe, veš tudi, Ja. ne vem, šel sem, veš, tam na ceste, ko greš iz, vem, ko da bi šel iz tržnice proti krožišču. Ja. No, pač tam daš, veš, malo pospešiš, potegneš, ne? In sem šel mimo nje, pač, lik sem ga videl. In veš, ono, vsi, če vidite Škodo modro RS ali neki RS modrega zatemljenega, dajte pogledati do notri. Tako da, to je bilo smešno. In pa, nema, res, ono, ko se pogledaš, tako ono, je bilo ono, jaz sem bil ono, okej, mene bojo ustavili. Si že kdaj napihal? Ne. Si že kdaj pihal? Sem. Kolikrat? Ful manjkrat kot ti. Jaz sem samo letos, to mi je tako že 8 menda. Jaz sem pihal že 2-krat, 3-krat. No, jaz sem to zdaj med Movitom 2-krat. Ja, veš kaj, ti stano neki šariš okoli po avtu in voziš neki vijugasto zgleda, ali kaj? Črn avto ima, če smo tudi črnega. Jaz sem ustavljen, vem, na zadnje, ko sem bil na žurki od mojega starega, 50, ko sem šel domov neki skat, prihajam nazaj in ti pač so me ustavili. Bomo malo te pogledali in pihal. Ja. V glavnem pol so me drugič ustavili, drugi dan. Fora je bilo, da jaz sem se vozil policiji sem videl policaje za mano, ampak jaz tako obrnem in pač poberem eno kolege. Lih jih je bilo 6, eden preveč za v avto. In tipi se obrnejo in mimo mene in grejo naprej. Jaz, ok, dobro, policajev ni več. In pol jaz pakiramo vse opremo notri, ta folk peljemo tako 100 metrov iz Busne na parkirišče peljemo, ne, pač, ki smo rabili na parkirišču snemati, smo rabili hitro. 6 ur časa ima za posnet film, mudi se. In kaj ni, da mi pač do tako 100 metrov smo naredili, 4 zjutraj, nikjer nobenega, jaz že parkiram in policaj za mano, jaz iz avta, počasi, stop, eden po eden iz avta, da vidimo koliko. In jaz sem že, za nami, in enemu se že, ena je ostala not. In ena je ostala notri, ampak pol se je malo upičkala in je šla še una ven. Pač se je najslabše, ne vem, pač bi fiks šel pogledat, kaj dogaja. Ampak bi lahko naredili, ne vem, je zaspala, ali kaj zato ni šla. Je umrla. Ampak ja, kaj pač, kaj to ti lahko ti poleti na parkirišče, ko si se že ustavil? To sem se spraševal pol. Ja, mislim... Ajde, da bi si jaz peljal na cesti lučke in bi se mogel staviti in notri 6 ljudi. Odvisno, če si ti znal spasiti ven. Ja, ti pravim, ne poznam logistics ali kaj. Ne, pač veš, kaj je najlažje. Najboljše je, če si pač, se mi zdi tako, si fucking iskren in pač pol poveš. Sem mu povedal pol iskreno, ki to ponavadi pali, ampak ti pa je bolj kurac. Odprl, pisal kazen in gremo. To. Se koliko za bo 6 evrov? 6 evrov. Ja, 6 evrov polovička ali? Ja, polovička. 120. A fora je bilo, da nam je šel čas in vse. Tam tip napisal, eno kazen napisal tip pol ure, stari. Ja, dobro, ja, kaj češ. Glej, on tam napiše kazen in ta čas je bila ena nova policajka, ki mi je dala pihati in pač mi jaz neki 12 ur prej sem pihal in ona je bila izkušena prej in rekla, boš pihal, ja, pihni, ok, čau.
Pa ta mlada, stari knjižno po knjigi. Dober večer, tukaj imamo pihalometer. Tukaj se prikaže vaša količina alkohola v krvi. To je usnik. Skozi usnik boste zdaj pihali. Pihali boste toliko in toliko. Jaz se je smejal v faco. Sredi unega sem rekel, lej, vem, da moraš povedati, no tako pihal sem 12 ur prej, vem. Pa ja, vseeno ti moram povedati. No, ajde, ti kar. Raj, da so profesionalni s tabo, kot niso, ne? Ja, no, smešno bilo, ki se videlo, da je nova. Ki enkrat mi je že en nov dal in tudi citiral vse. In veš, pol pač oni, tam so stali ekipa, 3 policaji so bili, ta mlada in tam samo zraven in ta šupa, ki mi je dal kazen. In pol jaz sem rekel, gospod policaj, nam se mudi, lahko tle moja ekipa dela naprej. Ja, komod. Ok, in pol mi smo šli pospraviti prtljažnik, pripravljali sceno, jaz sem šel do unega policaja, kaj boste kmalu, ja, zdaj počasi tipka. In on sredi tega tipkanja kazen, kaj to dela s tem, razložim situacijo. Reče, dobro, gospod policaj, pečeno, lahko bi nam pogledali skozi prste, ne? Ma sej sem vam, veš, lahko bi vam dal kazen, ker niste bili vsi zapasani. Ja, smo bili. Vsaj jeden ni bil. Dobro, samo jeden ni bil. Dobra. Ja, dobro, te je dobro. No, je rekel, ja, eden ni bil, dobro, eden ni bil, drugi so bili. Si fiks? Ja, drugi so bili. Ja, samo, okej, ja, eden je, sej dobiš eno kazen, po mojem. Ja, ampak, ne, on je hotel vsedati, ker sigurno nismo bili vsi zavezani. Ja, ne, Dvisno, koliko poveš. Ja, ki je videl, da jih je še jaz in je rekel, ja, eden fiks ni bil. Dobro, te je dobo, jebi ga. Dobro, te je ujel na to foro, ja, sigurno ni bil. Pač on je hotel vsem dati. In je rekel, ja, ne, fuck you, vsi smo bili zavezani. V glavnem, pol Tom je še jajcal, pa še ne vem, kaj mi je hotel še dati kazen in je rekel, lej, vse to sem ti pogledal skozi prste, lahko bi ti še bolj. In jaz sem rekel, no, lepo si rekel, lahko bi mi še bolj, gospod policaj. In pol je piše kazen in pol tip, avdas tip me gre pravi, in kaj to delaš te, kaj je to fora, pa drugače si ukvarjaš s filmom, pač pišeš mi kazen, boli me Lej, so bili policaji, ki so prišli, uleteli na snemanja, smo povedali, kaj delajo, smo dobili pritožbe, so videli situacijo, so rekli, jo, člani moji, če pokličo še enkrat bo frka, pač pol moramo reagirati, vidimo, ste pridni študentje, delajte samo čim prej, capa, hopa in že za movie lansko leto, predlansko so poklicali policaje. In so bili, povedali sceno, pokazali, kaj delamo, so rekli, hudo zgleda, zrihtajte čim prej, da nimamo noben problema, srečno. In vsi so nas do zdaj izpustili. V glavnem, gospod policaj je bil malo bučko, na koncu mi je še rekel, no, kje lahko ta filmček pogledam. Se je rekel, gospod policaj, lahko mi samo gremo. Je rekel, uživajte, nasvidenje. Ne me zdaj pitle, kje lahko pogledam filmček, napišel sem mi kazen, mona. V glavnem, to je bilo to s temi policaji, imeli smo se lepo. Ena še taka je bila, snemali smo v Luna Parku mi. In v tem Luna Parku mi smo računali, da bomo imeli veš ono kolovni, Ferris wheel. Prej mi v park napisali cel scenarij, da glavna scena na tem kolesu, ki za ta film, fora movita je, da moraš uporabiti stvari, ki ti dajo, letos smo mogli uporabiti kolo, vsi so uporabili kolo, bicikl, mi smo rekli, imamo eno drugo kolo uporabiti. Prej mi v ta park ni tega kolesa. Pa lani je bilo, ko tega ni. Ja, letos ga nimamo. Fuck, okej, dobro. Nič, pol smo tam rekli z unim tipom, okej, jaz sem tipa prej sprašal, če lahko prijemo snemati, ja, ni panike, prej se bomo zmenili. Prej mi tam, okej, kako se lahko zdaj to zmenimo, ja nekaj morate plačati. Pa dobro, član študenti, easy, valjda se da kaj zmeniti, ta. Razumem, ste študenti, koliko ste pripravljeni plačati. Pa kaj, sem tipo 50 €, pač ne vem, enkrat, ko greš na mašino je 10 €, tako še malo ekstra, da mu damo, ki nam dovoli snemati, tip se nam smeje v faco. Ma, kaj ste vi normalni? 50 €, pošteno. Prišel McDonald's me vprašati za reklamu, tako ne vem, 500,000, 10 €, ne vem, kjer je cifra v strelu, ja, smo rekli ne, prišel Dormejo, ali ne vem, ali na drugi, tudi ponudili 500,000, smo rekli ne, hvala. Mi ga gledamo tako, da pač, jaz razumem, da ste študenti, ampak ne morem jaz to delati za džabe. Dobro smo rekli, ajde, povej cifra, rekel, ja ne vem, vsaj 500. Za? Ja, pa tle snemo ste, pa dobro, ti lahko dam jaz, koliko je vredna mašina, ne pač en giro, ne, ko greš na mašino. Ne, vam to dodatno vrednost v filmu, ne, samo če tle stojiste vam da to dodatno vrednost. Dobro, član moj, fuck, okej, mi 500 € je uno. To je že denar. Ne. Bi mogel iti na prvo mesto. Ja, in veš kaj, in pol tip še nam uno 500 €, ampak lahko snemaste to in to mašino. Pa če si dam 500 €, mi ti snemam pod ker jaz čem. Ja, ne zato, ker te so moje, one so od mojih kolegov. Ker nimaste vi to skupaj. Ne. Pol mi tam študiramo, kaj zdaj narediti, kakšen scenarij narediti, vse se nam je podarilo. In tam mi to študiramo 10 minut in prije tip do nas 200 zadnja cena.
In pol ok, jaz tam malo delam z njim, sem rekel, lej, lahko 150. Je rekel, moram jaz tem mojim članom vse za pijačo dati. Ja. Ok, ni panike, jaz grem častiti pijačo in tebi dam 150. Mi pijemo malo dražje pijače. Fora je bila to, da ko sem mu jaz dal teh 200 evrov, potem smo se zmenili za 200, smo rekli, ok, 200. Sem videl, tip je šel vsakemu od članov dati en Pepsi. Ja. Ampak v glavnem pol je bil vsaj full fair nam je pustil, da smo tam pustili, delali kar smo teli, smo posneli kot hočemo. In še na koncu, tip je tako, ful mu je bilo všeč, kaj delamo, nam je ponudil še ene druge mašine, ker so bile kao iste cene, ki nam je ponudil, ampak nismo imeli časa za uporabiti, smo raje še drugo ponudili. Plus, malo je bilo tako, fuck you, plačali smo ti 200 evrov na roke, ker si nas nategnil, vemo vsi, da je to bil nateg, ampak hvala tebi. Tip nam zaprl luči tako, 10 minut prej se je park zaprl, mi smo računali, ok, imamo do polnoči. In še za reč, če smo ti plačali, bi lahko pustil odprto še 15 minut po zaprtju. Smo ti fucking plačali. Ne, ampak ne, sem že zgasnil, sem že iztegnil šteker. Pač leži, smo nekaj snemali in tako zgasnil. Zdaj, kaj lahko zgasniš? Sem že iztekal. Dobro, uštekaj, monak, kabel sem videl, si potegnil, to sigurno. V glavnem smo posneli, se štima. Drugi dan, ko smo rekli, smo videli posnetke, katastrofa, vse. Brez. Smo neki dali skupaj, caka in smo radili nekaj ful dobrega. Najlepši moment je bil po to, ko smo čuli celo občinstvo se smijati in aplauz, ko film se sploh še ni končal in vsi so ploskali, eni so bili na nogah, žvižgali, mi nismo mogli verjeti. To je res tako hrana za dušo, pač za to delaš. Boljše od seksa je to. Ta občutek. Mislim, da se mora punco, da me te vprašati, kaj mu daje. Ne pa seksa dobro, ampak to je tako, to je hrana za dušo. To je hrana za dušo, to je satisfaction. Veš kako. Tako da, to je bil ta movie, prejšnji teden smo mi to delali, ful je bilo fan. Ful folka nam čestitalo. Tako, od vseh smo dobili respekt. Pač, to je bilo najlepše, ko po koncu so nam prišli čestitak in vsi tu še zmagovalci so rekli, kar ste vi naredili, wow. In eno mi je rekel iz ekipe od Lukca, je rekel, da to je bilo tako genialno, je rekel, da nekdo je mogel narediti film o tem, kako se snema movite. Nekdo je mogel pokazati ta proces in je rekel, vi ste tako dobro to naredili, da noben nikoli ne more boljše pokazati. Ta film je mogel obstajati, ste ga naredili vi in noben ga ne bo naredil nikoli boljše. Zdaj lahko bi zmagali za to, ne? Lahko bi, jaz sem rekel, lej, bi bilo pošteno. Prvo mesto zasluženo, drugo tudi, tretje bi nam lahko dali, tretje bi nam lahko. Tebe so prav dali na to omembo občinstva, ni bilo vedno. Ja. V glavnem sem rekel. Ni bilo na tega žirije, občinstva ni bilo zdaj. Zakaj pa ne? Baje, ki to podpiralo občino ali nek sponzor da denar za to. A da je občinstvo? Če ne bi bilo denarja, bi pač lahko oni saj nagradico dali in bi pač občinstvo samo pač glasovalo. Ampak ja, smo videli, da smo občinstvo mi zmagali. Kuko mi je pisal sredi našega filma Jaz umiram od smeha. Skoda, ful lepo. Veš kaj, te so se lahko, tisti, ki so snemali movit, so se lahko s tem ful poistovetli. Ja, pač tisti, ki pa ne snemajo movit, pa po mojem se ne bi mogli toliko, ne? Sej za to, pač. Ja. To je bilo jaz sem rekel. To je bil film za uni, ki snemajo movit. Pač to je bil za movit. Ja. Film je bil za posnet za movit. Ja. Naprimer, vsi te filme, ki smo magali, jih lahko vzamejo tudi malo ven. Ja. Ja, vsak leto naredim za movit, snemamo za movit. To je prav za movit. V glavnem, ja, ful folka nam je čestitalo, en celo tip je prišel od mene, ne vem, en novi. Je rekel, ti si mi ukradil idejo, jaz sem to hotel drugo leto narediti, ampak ko sem videl zdaj vaše, sem se zavedal, da jaz ne bi nikoli mogel tako dobro narediti. To dejansko si dokumentiral, kaj je šlo narobe. Ja, in iz tega vse skupaj spjačkal dober filmček pol, plus, ne vem, kdo mi je še rekel, ja, jaz sem mislil to letos, počasi moja movit kapica, jo dam na poličko malo in se združim mogoče z Luktom, ki smo se pogovarjali, ampak ful folka je prišel do meni in mi je reklo, vsako leto zdaj tradicija, da se gre na movit, da vidimo, tako če smo zmagali in kome čakamo, da vidimo od Rimanične ekipe, kaj so naredili. What? Izvrgla, počko, mi kome čakamo, da vidimo, kaj ste vi naredili. Hudo. In Lukcu so tudi to rekli. To smo bili, fuck stari. Kdo vam pa je to rekel, mislim, ljudje? Ja, tam folk, tako, s katerimi smo klepetali, smo bili fuck stari, pol pa, če pa treba še malo ustrajati sam. Pa to je tvoj passion project, to ne vem, če se splača neki dati stran. Boš ga vedno pogrešal. Mislim, ne stran, sem ti pravim, delati z Lukcem, ne, pač. Ja. Po drugi strani, če se čaka Rimaničev, naša ekipa skriče Rimaničeva klapa, če se čaka Rimaničen klapo, pol moramo deliverati.
Ej, če sej, se boš videl sproti, Ja. kot bo prišlo. Tako da, to je bilo to z tega filmskega movit vidika, kar lušno, moram reči. V glavnem, jaz imam zdaj malo tako, policaji v 60 mi vsi so cool, razen tega enega, niso pa mi cool pica dostavljalci. Večinoma so mi cool, res vas imam rad, super ste, ampak eni so se ulenarili, odkar je ta korona bila, so se ulenarili. Valjda, korona logično naročiš, ti pripelje pred blok, greš ti iskat, valjda, no kontakt in to. In zdaj on kar meni naenkrat, jaz naročim pico in tip meni, čez 2 minute sem dol. V redu, Pozvoni. v redu. Ja, v redu. Pozvoni, ko si dol, ti odprem vrata, boš lahko prišel gor. Kaj ne ti rečem, hvala. Ker... Kaj je rekel, pa si prišel dol, neverjetno. Ja, in pol jaz sem rekel, dobro, evo me. In me kliče, jaz sem spodaj. Sem rekel, pozvoni in ti odprem. In tip me ni, me čakam, pol me kliče, pa jaz ti tle čakam. In pol pač sem šel iz dol, ker tip dobesedno ni šel gor. In tip me raži čakal pred blokom. Pač ne bom povedal, bila dobra pica, ne bom povedal, kje je kaj, ampak stari ta dostavljalec. In to že enih par dostavljalcev tako, prihajam. Kot da si mi kolega, ki gremo na pijačo, ne vem, pač. Kot da ti je punca, ona. Pač ne za drugo, ampak ki pri enih teh dostavljalcih pač plačaš dostavo. Ja, in pač, mislim, že če plačaš dostavo. Se ni dostavljalec do vhoda, je dostavljalec ja. Pač do tebe, da te dostavi. Mislim, pač to je malo tako. V glavnem, če kdo dostavljalec pice... dostavi do vrat. Plus pač jaz vem, kakšno je to naporno delo, cel dan si okoli in tako. Jaz vedno pustim mančo. Pač in cenim, da mi nekdo prinese hrano na dom, pustim vedno mančo. Ampak ne takim, ki me kličejo, pridi dol, član. Ja, to je, veš, post-covid stvari so to, ne? V bistvu... Ja, se hodi v te bloke in to, ja. Mislim, recimo, jaz osebno, lift od Rimaniča, to je najbolj creepy lift, po moje, v Sloveniji. Vsi, ki so bili v temu liftu, so rekli, da je normalen lift. Jaz sem ten lift vsakič počutim, kot da bom umrl. Okay. Res je majhen. Res je lep lift. Majhen je in ful visok blok. In oni blok, oni lift ne daje občutka varnosti, vsaj ne po hitrosti. Res je lep lift. Dobro. Ne, mogoče sem malo... Recimo, v službi moji imamo lift, res se počutim varno v njemu. Je lift, veš, hiter in ful je tak vzdrževan, zgleda. Kakšen lift? Velik srebrn in je velik srebrn in ful hiter. In nima unih nekih občutkov, kot da bo padel dol. Pač uni tvoj lift tam se mi zdi, kot da se bo odtrgala zajla, da se tam odtrga v tvojem bloku zajla. Ali to govori, kot da folk to gleda, kot da imamo isto lesen lift. Pač zgore imamo enega škrata, ki to na roko... Res se mi zdi nekega škrata gor, ne vem, oni lift je res strašen. V glavnem ta lift v službi pa je full hiter. Res ono. Res, takoj si gor. Takoj si gor in imaš ga občutka, da boš padel. Ali pa tudi v fitnessu, kjer hodim, pa lift naredi tako full... Tako, veš, na začetku, ko zaštarte, je suno madoro, dekaj, lahko ne. V glavnem, če kdo hoče prestrašiti, Jure, te oblečite se pod dvigalo. V glavnem, ne v liftu imamo ogledala ponavadi. Ja. V ogledalu koga vidiš, Jure? Svoj odsev. Svoj odsev, ne? Lahko bi rekel svojega klona. Jure, vprašanje za tebe in gledalce. Ali je gej, če seksaš klona sebe? Če je to gej, jaz mislim, da je. Zakaj? Ja, ker je moški. Ja, ampak si ti. Ja, in kaj? A seksa sam sebe. Kot da kaj, če si ga daš na roko in ki tikaš lulek, je to gej. Ja. To je gej. Hvala, da je gej, stari. Kaj ti ne lulaš brez rok? Ja, ampak ti pravim, si ti gej, če na drug. Kaj definira kot gej? Ja, če se dotikaš penisa, je gej. Tako da moraš ti lulati brez rok. Ok, dejansko tako, en moj najljubši komik ima eno lepo fora rekel, ni moškega v tej sobi in na svetu, ki ni imel tiča v rokah. Ki mi lahko pogleda v oči in reče, da ne uživa, ko šlata tiča. Tako da... True that. Torej praviš ti, da... Jaz tako mislim. Če je identičen klon, tega sploh ne bi naredil. Ampak ok, on te ugrabi in te poseksa. Je zdaj to gej. To je gej, valjda je. Kaj pa ti misliš? Jaz mislim, da ni gej. Veš, da ni. Ja. Seksaš sebe. Če bi jaz seksal tebe ali pa moj klon seksa tebe, moj klon je gej. Nič proti geju. Čakaj, v bistvu čakaj.
Ne, veš kaj je tle teorija? Če je tvoj klon seksa tebe, je on gej. Ne, si ti gej, ker uniki da baje ni. A zdaj, definicija. Baje, tako. To je bila dobra epizoda iz South Parka, je rekel Uni Cartman, je dal enemu lulek v usta, je slikal in pokazal članom in je rekel, alej, tip je gej, je imel lulek v ustih. Ne, ti si gej, ki si mu dal lulek v usta. Ne, se to je baje, to je ta večna dilema, kdo je zdaj gej. Ne, uniki dal, uniki prime. Tim, izkušen. Ja, Tim je gej. Aha. Torej, zaključek tega? Torej, zaključek tega je, da ni. Ni. Je. Ni. Je. Ni. Valjda je. A če si ti, ni, pač ni. Ok, dobro. Dobro, ne? Tle se pač, deva se strinja, da se ne strinjava pri tem. Tako, ne. Okay. Pa vse te kloni, ne, in te genetske spremembe, taki so zanimive stvari, ne, Jure. Mar ne bi rekel. Transition King. Torej, kaj sprašuješ, če se ti zdi moralno, da spreminjaš? Ne sprašujem, ampak dobro si to napeljal, ja. Da si napeljal na to, da te zanima, če spreminjanje človeških genov, da si svojega otroka spremeniš po svojih željah, je okej. Ja. Jaz vem, da se je to že zgodilo. To se je zgodilo na Kitajskem lani. Res? Ja, ker v bistvu obstaja neka naprava, zdaj sem pozabil ime, ki lahko spreminjaš gene od tega svojega otroka ali pa zarodka. Ne, ni zarodek, kaj je to? Čakaj. Že takrat, ja. Še pred tem. Ja. Torej še ko je jajčece, mislim, ne, veš, čisto na začetku, ne. Okay. Da spremeniš lahko, ne vem, barvo las, obliko obraza, karkoli, v bistvu tega lahko po svojih željah čisto narediš. Res, že to. In v bistvu to je bilo zdaj ful tako, to vprašanje se je odprlo takrat, ko je ta Kitajec to naredil. Kaj zdaj, je to lahko delaš ali ne smeš delati? Torej v bistvu posegaš v naravo, ne, v nekaj naravnega. Tako da meni se to zdi osebno malo sporno, ker recimo jaz si predstavljam, da to bodo delali samo neki ful bogati ljudje. In kaj bo nastala zdaj še neka hiba, recimo, ne vem, lahko si bojo naredili neko na obrazu, nekaj, da se bo to reklo, to je nek bogat, veš kaj mislim, da to je nek bogat človek in se bo tako še večja divizija v družbi nastala. Zdaj tlej tak meja za reči, ok, ampak vseeno se vedno dobro je genetsko spreminjati, da neki ubrizgaš že zarodku notri, da naprimer odpore na vse bolezni. Štekaš. Ali je to spremljivo? Ja, štekaš. Zakaj pa to ne? Eni bi rekli, ja, da vseeno to je spet poseganje, ampak stari, da je neki tako 110% legit in da ti lahko špricneš notri in pol veš, da ta človek bo živel tako 150 let in bo bil zdrav in vse. Ja. To pač ni spet. Ok, recimo, če spreminjaš izgled, mogoče je malo sporno. Ja. Ali pa če recimo je mogoče, da veš, da bo bolan in ga pač lahko popraviš. Štekaš, ja, tudi to, naprimer, ne? To je sprejemljivo za moje pojme. Ampak na koncu dneva, zakaj pa ne, kot si ti rekel, jaz hočem, da moj sin ima nujno modre oči. Kaj pač njemu to... Ja, veš, imaš polko, da greš v neko avtodelavnico, 10,000 evrov so oči, 15,000 evrov je nos. Se zdi to okej, ti bi ti naredil. Bi naredil to? Jaz ne bi to naredil, ampak... Zakaj pa ne? Ki pač imam jaz dovolj lepih funkcij. Funkcij? Funkcij, featurejev. Ja, ve. Ko bi se reklo... Swingam, dikmona, štekaš, ne rajo nič spremeniti. Funkcije, ampak si mislil, ko se reče temu. Pač vem, da vse, kar... Ampak zdaj štekaš. Ne vem, jaz... Fuck. Ne vem, pač... Jaz ne bi dal. Samo se pa mi ne zdi zdaj spet... Pa zakaj pa ne? Ki to je za reči, ok, zakaj pa lahko mi spreminjamo... Zakaj bi hotel, da je tvoj otrok, recimo... Ali imaš ti pravico otroku presoditi, kako bo izgledal? Mislim, imaš ti kot starš pravico spremeniti svojega otroka? Ja, to je tudi vprašanje. Ko že prije ven, je malo tako. Ampak ko še ni nič iz tega... Kako še? Ja, se to je spet ono, lahko greš na abortion debato. Ja, pa pač, sorry, to še ni to. Ja, te spremembe delaš takrat, ko je taki fazi. Pač tle v bistvu, no, če ti lahko narediš... Pač v bistvu pomeni tako, če ti lahko v bistvu narediš splav, po moje lahko narediš tudi to. Ja, sej to. Ja, pač v bistvu res.
Če lahko delaš plav do nekega določenega obdobja, lahko ti ga spreminjaš, po mojem. Ker itak svedno se ti odločaš, ali bo sploh živ ta... Tako pač vedno bi ga spremenil na boljše, to je ono. Kako pa presodiš, če je imeti modre oči boljše? Aj dobro, ne za to začem, ampak mislim sklepam, če bi kdo hotel, bi hotel, ne vem, da je zdrav, vitalen, ne vem, močen, visok. Ja. Da, je to zdaj zelo optimistično, ampak... Ne, sej. Lej, v bistvu se mi zdi, tako, po eni strani je tako, ne, zdaj, lahko zgledaš, kakorkoli zgledaš, vedno lahko nastaneš ful dobra verzija sebe v vsakem primeru. Torej, je v tvojih rokah, ko ti, ko si že živo bitje, kot otrok, kot človek, lahko se spremeniš po svojih željah. Zdaj, ne vem, če ima starš pravico spremenjati, ampak to je spet pol vprašanje, ali ima zdaj lahko reš na splav, ali ima človek pol pravico narediti splav. Isto je v bistvu, če pač v tem trenutku lahko narediš, torej povem, lahko spremenjaš otroka. Tako da, ampak zdaj spet, če je to moralno okej, ne, pač se ni isto, splav ne vem, če je isto kot to. Ampak te štekam jaz, zakaj bi lahko bilo. To je pa zdaj spet definicija starša in sebičnosti. Naprimer, zdaj, če jaz hočem imeti moj sin košarkaš, starega bom ubrizgal... Ja, in kaj če ubrizgaš, da je visok in močen, ni nujno, da bo košarkaš. Vsekaš, sigurno lahko še v genih malo tako, da ima dobro motoriko in take. Tekaš, da je sposoben. Ja, je to pravično do ostalih ljudi. Ahaha. To je dobro vprašanje. Ja, dobro, to je zdaj že malo... To so take, to so dejansko... Evo, to je spet recimo, zdaj recimo v Ameriki so naredili to, da vsak študent bo dobil $10,000 upravičenih od svojega, veš, ki morajo plačati za faks in da bo dobil $10,000 svojega dolga odpisanega, ne? In se ful bunijo, Američani ostali, da to ni pravično do njih, ki so odplačali vse. Se tle spet isto lahko povežeš s tem, ne? Torej, če te lahko starši izboljšajo, ne? Če ti dobiš neko prednost, ki nekdo ni imel, je to okej, ali ni? Ja, enkrat pač tekaš, se mora to uveljaviti. Tudi to, če bo oni to uveljavljali, bo bilo od zdaj do naprej. To pomeni, da v bistvu je okej. Pač to je tudi včeraj sem nekaj debatiral, ki sem razlagal kolegu eno aplikacijo, ki bom razvil. To sem rekel lepo primer, pač včasih so bile kočije in konji. Prvi tip, ki je naredil avte, vsem, ki so imeli kočije in firme in ljudje, ki so imeli kočije, da jim ni bilo všeč. Ja. Ampak smo rabili tega tipa, da je naredil avte in pol so si imeli avte, da svet se razvijal in da šel naprej. To je pač, to, ki si ti preprašal, je isto. Ne, naprimer, zdaj to bo ful dobro za njih v šolski sistem, ful več folka se bo lahko šlo šolat. Ja, okej. Ne bo se ful lahko... Štekaš, bo omogočilo... Imaš manj nekaj teže na hrbtu, ko začneš delati. Ja, tudi to, no, pač bo več folka se lahko odločilo za to, ki oni, naprimer... Ne, samo to pa ne vem, veš, to pa ne vem, če bo šlo od zdaj naprej, ali to bo zdaj upravičil samo tem, ki imajo zdaj dolg. Ne vem, to ne vem točno. Ja, po mojem, en tak zakon se ga bo pač držalo. Že to v bistvu kaj, da moraš plačati za faks, kaj je to? Ja, ne, to oni imajo še... Ne, zdaj smo, ampak vse je tako podobno pol, ne, zdaj v bistvu... Ne, zdaj pol so vsa taka, ja, vprašanje. Tako vprašanje se odprejo, ne, ali imaš ti, zdaj smo malo zamešali skupaj vse, naredili nam mineštro. A kje smo ostali? Ostali smo pri temu klonih, to je bila zdaj glavna tema. Ja, jaz pravim, da pač... Ampak to so taka realna. Če lahko ti delaš s tem do nekega obdobja, mislim, da lahko narediš karkoli hočeš s tem pol. Ja, ti pravim, kaj bi pol ti še, ki ne vem, bi pol, to je zdaj vprašanje, to so taka realna vprašanja, ampak zdaj ne realna so bolj, lahko ti to praviš ubrizgati človeka in še malo DNA-ja od tiča in pol pač, da ta človek mogoče lahko leti, kaj. Če to lahko narediš. Ampak čekaš, to je zdaj vse na, to ne vem, ja. Vse na listu, nemoralno, to se ne sme delati, da bomo eksperimentirali. Ampak. Je vse isto, če ti spreminjaš nekaj, ali lahko pa narediš karkoli iz tega. Ampak, ne pač. Je do. Stari, zdaj, da narediš le ptičemo na človeka, pa ne vem. Pol je spet vprašanje, kaj je družbeno sprejemljivo. Ali pa narediš enega človeka, obrižgaš s tem, da je tipo pajek in lahko pač dejansko... Spiderman. Ja, pač pleza po stenah in ne vem, pač bi prišli kaj prav. Ne vem, če to deluje lih tako. Ampak ja. Ja. To so vsi začetki tega, ne? In pol pač, ne vem, ta človek je zdaj tako lahko pleza po stenah bil, ne vem, ful dober za zamenjati žarnice. Pač bil, ne vem, ful dober električar, ne?
Da bi postali vsi specializirani že od samega začetka. Ampak to je zdaj Da bi bili ekonomsko. to je zdaj spet, ne, pač koliko dati njim svobode. Odvisno v kakšnem sistemu, odvisno v kakšnem sistemu bomo živeli v prihodnosti. Če bomo živeli v takšnem sistemu kot zdaj, bojo ljudje vedno bolj specializirani za nek poklic, se mi zdi. Ja. Ne, torej lahko boš res naredil človeka, ki boš pležal po stenah, da bo menjal žarnice. Ampak pol mu vzameš to... Svobodo, da je lahko človek. karkoli, ja. Mislim, na koncu dneva bodi karkoli, ne, ampak ti pravim. Ne moreš biti. To sebi uprit. Ja. To sem se spomnil, to smo debatirali, to vprašanje si na kolegice, ki študira to genetske spremembe, sem spomnil jaz serijo The Boys, si gledal. Ne. To je serija, kjer so samo tako enih par po svetu, tu pa tam, in samo v Ameriki, tu pa tam enih, so pač superheroes. Tudi serijo, noč ne moramo nič spoilati, ampak se zve, da ko so bili klinci, so jih ubrizgali z nekim sirumom, starši so podpisali, dobili denar, da so tiho, zdaj pač zato so tu pa tam kakšni superheroji so, ne. In zdaj je pač fora, tudi v tej seriji vprašanje, je bilo to fair, da so jih šli ubrizgati? In je to fair, ali da imajo že to vsi, ali da njih se samo izloči? Sej, veš kaj je dober primer, to je ta zdaj, ki dela Elon Musk, ta Neuralink. Ja, tudi jaz sem prej študiral, ja. No, to je podobno. Ti boš imel dostop do vseh informacij instantno, nekih, Ja, ki pač so... ti boš bil ja, boljši. ja, je to... Zdaj, ta Neuralink, dajmo reči, da bo stal 500,000 evrov. Ja. Vsak si ga ne bo mogel privoščiti, recimo, ne? Ja? In kaj zdaj? Ja, oni bo pač, ki se ga bo lahko, bo bil boljši. Viš. Ampak to je zdaj to, ne. Lahko si ti imaš denar in imaš to in si glup. Kaj boš narediti s tem Ne, imaš vse... Lahko boš imel virus v glavi, ono. Se ti bo odpirala okenca v možganih notri, nekaj. Blum, blum. Ja, ne vem. Ti pa ne, to Neuralink, jaz bi si ga dal. Jaz ne bi. Zdaj ne. Že tako imam dovolj nekih možgani moji so že dovolj... Ok, tako bom rekel, že tako moraš ful stvari razmišljati in jih popredalčkati, že v vsakem dnevu. In če dobivaš še milijon več informacij v možgane, po moje se ti skurijo. Jih ti ne dobivaš, samo imaš instantno, da jih lahko dobiš, če rabiš. Torej, situacija je taka, snemali smo v studio, kot ste videli pred tem pipom. Malček za Prej smo začeli snemati ta podcast, sem jaz pozabil sprazniti kartico in smo bili gor prejšnji podcasti in je zmanjkalo placa, ker sredi nehalo snemati, to zdaj snemamo prior. Drugače, jaz mislim, da je bilo za nalaštvo, ker nisi hotel, da umesta segment, ker sem ti vzel segment in za nalaštvo naredil. V glavnem, ker smo hvalili in zdaj še enkrat snemamo samo vprašanja, ker pa je dobro, ker smo dobili več vprašanj, tako da lahko več folk odgovarjamo. V glavnem, Jura ima čez vprašanja. Idemo vprašanja! Ajde! Ko sem pijana, se delam, da sem legalno iz obale. Ma je to legalno? Članka. To je vprašala cute nuf. Članka, vsi hoče biti z obale, lej. Ma lej. Si predstavljaš, da je ona pijana. O, kaj sem ona, kaj meni lepo. Glej. Lej, juduju, mi podpiramo. Lahko, več kot pa se boljše je. Tako, amen. Kdo je vse samski? Tako, Jure, si samski, nisi samski? Sanski. Si samski, nisi samski? Sanski. Si samski, okej. Jaz sem žal zaseden in Tim je po moje samski. Tim je sanski tudi. Tako. Najljubša risanka iz otroštva? Ninja želve. Rej, Jaz sem rekel prej... ti si bral imena. Ja, kdo se je samski vprašala Maruša? Pardon! Martin Jaz pa Tavčar, najljubša risanka iz otroštva. Jaz sem rekel Zmajček, kaj je Tabaluga? Tabaluga. Ja. It doesn't exist, črtica spodaj, 3 pikice. Ali verjamete v iluminate in kaj mislite o tem? Ja, nekdo mora tle to vse kontrolirati. Ja, kdo misli, da nadzira naš podcast? Ha. Najbolj smešna prigoda iz srednje, jaz. Jaz sem že povedal, ko so moji profesori poslali Ljubčka in po mi že rekli, da je bila ima nič. In to je bila Perne Klara. Hvala, Klara. Amir 1411. Ali trenirate pod mišičnim vnetjem ali počakate, da mine? All day, every day, štekaš. Mislim, v mišično vnetje. Če pumpaš, imaš mišično vnetje, tako da... Amen, gremo naprej. Ok, 18. jan. Lahko naredite podcast z Dosenovičem? Lahko Mogoče naredimo. pa res, kdaj pa ja. Mogoče pa kdaj. Mogoče pa kdaj. Lizis. Kaj vam lahko najbolj polepša dan? 3 pikice. Ko nekoga nasmeješ.
Ta lepa. Lizis, če bi lahko do konca življenja poslušali samo 3 pesmi, katere bi to bile? Jure? Avsenike, Zdravnik, Himna in Ringaraja. ta dober. Kuža paz je dober. Možda pazi, tudi je hit. Ok. Lizis, kdaj imate rojstni dan? 28. marec? 26. september, malo Vse najboljše. Maja Frank, bazen ali morje? Morje. morje. Maja Frank, kot kakšno barvo vidite barve v tednu? Naprimer, ponedeljek je rumena. Ponedeljek je res ena škifa temno-zelena. Temno-zelena, torek bi lahko rekli, da je že malo boljše, je že zelena. Svetlo-zelena. Ne, veš kaj, svetlo-zelena in pol sreda je zelena, že lepo zelena, ker se že čez polovico tedna. Ne, sreda je že boljša, sreda je že ena taka Ja. oranžna. Četrtek je tipo že ono, meni se zdi bela kot svoboda, tako da vedno bolj belo je pol. Ne, četrtek je svetlo-moder. Ja. Svetlo-moder četrtek in petek je ena taka Tak neon sivo. pink. Ne, jaz pa vidim to, veš kaj, modro bolj kot pomirjajočo barvo. Ja, ampak četrtek je še ono kmalu bo. Ok. Tako da ja, Ok, ne. Dog or cat person, spet Maja Frank. Dog. muca. Maja Frank, kaj je hot dog sandwich? Ja, po moje da ja. Mislim, Ampak čakajte, lih sem kupil jaz v pekari štručkov hrenovki. torej ni sandwich. Je to sendvič? Ja, ampak hot dog je dobesedno pač, Ne, samo luknjeno, ni stisnjeno vmes. ne, hot dog pač je prerezano na pol. Pravi, To ni hot bilo dog je sendvič. zluknjena. Ja, ok, ampak zdaj bo kakšen Ja. hot dog govorimo. Jaz bi rekel, Pač da je- je hot dog, klasičen hot dog, ima samo luknjo. Štručka, hrenovka v štručki je. To po moje ni sendvič, to je čisto nekaj Prav, drugega. odvisno, ko daš hot dog, ne, ker je tudi del tako, da ja, ne potiskajo hrenovke not. Aha, eni jo dajo samo med štručko, drugi pa potisnejo notri v štručko, hrenovko. Aha. Prvi Torej, seks. hot dog, kaj je? Jaz rečem, da je sandwich. Hot dog je sendvič. Ok, prvi seks, ko je bilo in to pač zgodba, Lucija 678. Bilo je slabo, bilo je... Bilo je ful slabo, to je bilo Zgodba. tako not ven in to je to, Lulica je bila prvič ful dober občutek. Gremo naprej. Časar, katero visoko ste gledali, ko ste bili mali, najjači podcast? Hvala. Gledali smo, v bistvu, jaz sem gledal tisto, kar je bilo v nedeljo, veš, jutro je sobota. One resnice so bile dešit. One so Na bile Ringa Raja, ne, živ žal. Živ žal. Živ žal. Čuču. Ja, si še mi črke je. Živ žal, shout out. Od tega je še, to je še? O, ti veš, da sem bil na RTV-ju, ne vem, če sem povedal, sem bil na RTV-ju, ki smo naredili intervju v Ljubljani, glavna hiša, in imajo spodaj tako v vitrini vse te njihove kamere, pripomočke in so imeli unega originalnega zajčka Bineta. Zajček Bine, to je imel uni... Ja, veš, ki je bila una lutkica, ki je skakal to zajček Bine. Mm. Tam so imeli tega originalnega, veš, ko sem bil na hajdu. Treba ukrasti. Haha. Ležiš med moškim in žensko, proti kateremu imaš obrnjen hrbet, buzgijo. Je odvisno, kdo je ta moški, ne? Da je ta moški, če je tim, imaš obraz proti njemu, definitivno. Ja, ker nočeš nič dobiti v red. Ja? Če pa je navaden, imaš proti ženski. Tako. Okay. Navaden. Torej, geji so nenavadni. Torej, Med- geji so nenavadni, Jure. Med Torej, imaš kaj proti gejem. Kdaj boste mene povabili na kakšno... Povabili na SN, kak vam je bil nič od 10 sladoled, ki ste ga nazadnje jedli? Nazadnje sem jedel včeraj sladoled, tle sem kupil Jurete lučke, Mercator je ful dober, 8,5. Jaz dam 8, ker je bila premalo kisla. Je bil dober. In po moje, te bomo pa mogoče kdaj povabili. Lahko priješ kot gledalec. Je, amen. Team, we love you. Imaš amazing stil oblačenja in tvoje prozorne majice so top. Dead Killer Official. Ja, pač ni spet toliko dobro oblečen. Ampak ja, cenimo tema. Ja. Tem je počakal v studiu, zato ga danes ni Tako. z nami. Nick Kranjc, katere spoznanje vam je najbolj spremenilo življenje? Prvo spoznanje. Da lahko umreš kadarkoli. Da živim kratko. To je ono, ja, bil sem pri šlogarci in mi je rekla, da sem malo tako lih malček egoist, ne egoist, lih malček vzvišan. In je rekla, ful je dobro biti vzvišan. Kaj to čuje? V glavnem, in je šlogarca rekla, se je, ko si tako malo vzvišan, samo bodi vzvišan v svoji žanri, za reč pač, ko moraš biti glasen, naj se ve, naj se vidi, bodi na odru, ko ne rabiš biti,
pridi dol in bodi chill. In to mi je dalo tako, ne vem, tako sem bolj easy skuliran. Ok, ne je bajec. Ali bi raje, da kakaš samo enkrat na teden in te vse boli, ali da imaš drisko 7-krat na dan? Enkrat na teden. Strinjam se. Tonka, srečen in reven ali nesrečen in bogat? Nesrečen in bogat. Srečen in bogat. Srečen in bogat, ta je meni tudi lepša. Tilen vidiš 93, ste razmišljali podcast Joker Out? Smo razmišljali. Upam, da tudi oni razmišljajo. Vsi Ja. jim napisati na Instagram, pejte na člani podcast. Bojči. Podcast. Pridi, Rar. pravi maček si. Ok, Naslednje. to je to. No, to je to. Lepa hvala za vprašanja. Upamo, da vam je všeč ta segmentič na kavču od Jureta. Tukaj vam ponavadi seksa mladoletnice. Like, comment, share, subscribe. Si polači. Prišli do toliko daleč, bi celi bi nam pomagal en follow, en like, en share, povejte prijatelju, upalite zvonček. Kmalu pride naš merch. Tako da ja, to je to. Lepa hvala. Čau. Uživajte.